mi to oddajo sploh ne delamo zato, da najdemo najkmeta, ne? Ja, da ti najdeš moža. Tako, mislim, halo. In po 3 letih sem spoznala, koliko imamo mi čudovito državo. Mi smo vse doma na vrtu vzgojili. Sem molzla kravo. Ampak vem pa, da živeti na kmetiji je lepo, ampak je zelo težko. Ne vem, če spremljate profil Lepo je biti kmet, predvidevam, da ja. To je en zelo uspešen profil na TikToku, kjer dejansko predstavljajo življenje kmeta. To je naša Slovenija in zato je treba skrbeti in zato je treba delati. Ni trgovina prva opcija, ampak da je v bistvu kmet, slovenski kmet prva opcija za nakup teh osnovnih sestavin. Dajte podpreti svojega lokalnega kmeta. Vse država to že dela, ne, s tem projektom Lepo je biti kmet. In z vsemi ostalimi dejavnostmi, da se nekako ustalim, si ustvarim družino, ampak na vasi oziroma na podeželju, da bojo moji otroci umazani se doma igrali na travenk, da jih bom peljala k stricu na kmetijo, da bomo jedli tisto pristno domačo hrano in to je to. Lepo pozdravljeni v podcastu Obrazi podeželja. Jaz sem Klemen Bučan in skupaj bomo spoznavali zanimive ljudi, ki tako ali drugače skrbijo za našo naravo, za prihodnost naših vasi in za hrano, ki jo jemo. Spoznavali bomo tudi ljudi, ki nam kmetijstvo želijo tako ali drugače približati, eni tudi s pomočjo modernih pristopov, kot so recimo družbeni mediji, recimo Instagram, TikTok ali kaj podobnega. No in ena, ki sliši tudi na ime Vplivnica, je danes z mano. Obraz podeželja, ki sodeluje z mnogimi obrazi podeželja in jih tako ali drugače dobro pozna. Z mano je Lucija Vrankar oziroma Lucy, pozdravljena. Živjo. Hvala za povabilo. Ja, sem te dobro opisal, malo si vplivnica na tem področju. Mal sem vplivnica. Mislim, mogoče se ne poslužujem tega izraza, jaz bom kar rekla prijateljica, družinska prijateljica. A veš, kaj tako v Sloveniji smo vsi v žlaht, ne? Če tako gledaš, na hiter. Tako da se mi zdi, da smo bolj ne povezani med sabo, tako kot prijatelji, ne kot da sem jaz zdaj vplivnica in da jih predstavljam, ne? Tebe je fajn imeti za prijateljico, ker sem videl, da si prva stvar, ki si imaš ta domač pristop. Prva stvar, ki si naredila, si prinesla piškote na snemanje. Tako, kot se spodob, ne? Ja. Če nekam prideš, nekaj prineseš. Wow. Ne prineseš ti ponad Klemen, prineseš? Jaz sem prinesel ful za obleč. No sej. Sem hotel biti približno kompatibilen, na nekaj vidim, da si se lepo zrihtala za danes. Videl sem tudi, ne, ker sem te pofollował na Instagramu, da še krofe sama pečeš. Ne, mam jih je spekla. Ja, okej, dobro, pa je dobro poznati po tvojo mami. To niso bili krofi, to so bili flancance, to je drugač. Vem, krofi imajo marmelado, no flance ti nimajo. Bravo, evo. Vem. Evo, že ena tako, veš, en tak aspekt podeželja, ki se spreminja glede na Lego v Sloveniji. Sem tudi z vasi in moja mama je rekla, da dela krofi oziroma bobe. Ja? Nikoli ni bilo marmelade noter, ne. Vedno je bilo, veš. Še bili pa krofi. Ja, niso bili, to so vaški krofi, so bili, ne, brez marmelade, veš. Jaz nisem vedel, da je v krofih marmelada, čokolada ali karkoli drugega, dokler nisem v trgovini to kupil. Aha, mogoče spet do flancate, ne vem, se prav. Flancate pa te trde delala. A une te tanke, mislim. Ja. Super smo začeli, kaj ne reči. Tako je smolačen. Dejva najprej tebe malo spoznati. Kdo je Lucy? A si Lucija, si Lucy, kako te prijatelji kličejo? A veš, kako bom rekla, za domače sem Lucija Luc, za prijatelje in vse, ki me poznajo, sem Lucy, za mami sem pa Lučka. Lučka, tako. Ampak ja, Lucija, kdo je Lucija? Ne vem. Kdo je Lucija? V bistvu imaš, ljudje te poznajo kot Lucy Time, pa če začneva na začetku, diplomirala si kot vzgojiteljica predšolskih otrok, pa si to kdaj počela? Ja, v bistvu sem vsa leta med mojim študijem sem delala prek študenta in celo poletje, torej 3x po 3 mesece, sem delala vsak dan v vrtcu v Moravčah, torej v mojem domačem kraju. In zdaj, v bistvu, potem, ko sem pa diplomirala, pa dobesedno tega nisem še počela, ker mi trenutno so drugi projekti prišli na poti in mi moja diploma stoji v omari in mi nabira prah. Ampak nekoč morda nekje se bo ponovno uporablja. Mislim, to je znanje, ki ti prav pride, ne? Mislim, ja, definitivno in znanje, ki ga lahko uporabljam na različnih področjih, ne samo v vrtcu, ne. Ja. To je znanje, ki sem ga uporabljala kot stevardesa, znanje, ki ga uporabljam še zdaj, ko se pogovarjam z ljudmi. Naprimer, takšno komunikacijo, ki imaš v vrtcu starši, je ful dobro imeti tudi z katerikoli človekom, ko prideš in ga prvič srečaš, ne. Moraš imeti neko spoštovanje, da se spustiš na njegov nivo, da mu pokažeš, da ti je mar. In tako je isto v vrtcu, starši. A imaš otroka?
Imam. A ti je kul, če so vzgojitelji tako sproščene, prijazne, da ti povejo, koliko je, ampak vseeno veš, da te spoštujejo in delajo najboljše, kar je za tvojega otroka. Ja, in tudi pri otroku vidim, kako različno reagira na določene, ne, ampak... Aha, na določene vzgojitelje. Ja. Zelo rad vidi, da so prijazne, pa je razlika, zdaj še v osnovno šolo, pa je malo razlika, ker tukaj so že majčkeno bolj stroge in je rabo malo tega preklopa, ne. Ja, mislim... Bile tudi tiste majčkeno bolj take, kot v vrtcu, vsaj na začetku. Mislim, sej, a veš, zato pa sta dve, ne, ena je v bistvu vzgojiteljica, ne vem, če se točno tako, da je to ta pravi izraz, ker za šolo pa res ne vem, ampak sej ta pristop, to more biti, to se mi zdi, da otroci rabijo nek ta potisk, da se začnejo malo ustaliti, da znajo v primeru sedeti, da znajo imeti to pozornost daljšo od tistih, ne vem, 45 minut oziroma pol ure, ko smo imeli dejavnosti v vrtcu in da bojo lepo šli skozi življenje, ne. No, všeč mi je bilo ta, da moraš ta pristop vrtčevski uporabiti tudi pri odraslih. Ja, mislim. Vsi malo otroci, ne. Točno tako, tudi na letalu, ko sem, zdaj čisto preskočila, ampak... Ne, super, gremo na letalo. Tako, ja, delala sem tudi kot stevardesa 3 leta v letalski družbi Emirates, torej živela sem v Dubaju in isto, ta pristop do ljudi, ki so imeli nek problem na letalu, naprimer, da ne vem, jim je zmanjkalo ali piščanca ali česarkoli za piti, je bil moj pristop do njih kot pri otrokih, ki so imeli neko težavo. Pokleknila sem do njih, ko so oni sedeli, zato da niso imeli feelinga, da sem nad njimi, ne, a jim razložila, lej, tega žal danes nimamo več, ne, lahko vam pa zagotovim, da vam prinesem to pa to, daš neko alternativo in potem, kakor otrok, ko mu preusmeriš pozornost, je tudi pri odraslih enako, dobesedno enako. To mi je všeč, ker jaz tudi, če meni zmanjka piščanca, sem slabe volje. Mislim, vse imamo že veliko drugih jedi, ne, je pa še super, če vam prinesemo oreščke iz business klasa, a ne, gospod Klemen? Jo, pa jaz bi rad piščanca. A res? Ja, jaz Joj. Dunajca. Sekundica, se potrudim, pa gremo zadnji pogledati, če imamo še kaj, pa pridem nazaj, prav? Ok, hvala. Takoj sem bolj miren. Evo. Glede na to, da si bila stevardesa, kaj to pomeni, kolikor to letiš? Vsak dan? Mislim, ne vsak dan, 8 letov na mesec, to pomeni vse skupaj 16, ne, če računaš, da se moraš še vrniti nazaj v Dubaj. Jaz bi rekla tako, vsak tretji dan letiš definitivno. Vsak tretji dan? Vsak tretji dan, pa vsak drug dan, no, odvisno, kako imaš urnik. Se pravi, bila si po celem svetu? Po celem svetu edini kontinent, ki ga nisem obiskala, oziroma je Antarktika, tako da tam še nisem bila, drugače pa načeloma na vseh koncih sveta. Avstralija, Nova Zelandija, Rusija, Južna Amerika, dol, Afrika, gor, Kanada, vse. Pa imaš čas iti z aviona pol en krog, reči, en sam en krog tukaj po Afriki? Ja, imaš, mislim, imaš 24 ur, v tem času se moraš naspati, pridati iz letališča, se še enkrat zrihtati, stuširati, pa še kaj videti, tako da ja, se da. 3 ure imaš pol, da lahko videti. Veš, koliko imaš že 6 ur, dobesedno sem šla računati. Tako 6 ur imaš za dejavnost, pa če jo nimaš vnaprej zorganizirano, je kar kriza. Potem, ko si pa to zaključila, si se pa dala v druge vode. Že takrat vmes mislim, da so bili neki YouTube videi, si snemala, ampak po končani službi kot stevardesa, si šla pa naprej. Si rekla, če smo zdaj Instagram pa to delala, si šla direkt Instagrame za radio in podobno. Jaz bi najprej rekla, da sem šla nazaj, ker najprej sem se preselila nazaj v Slovenijo in po 3 letih sem spoznala, koliko imamo mi čudovito državo in koliko dobri ljudje tukaj živijo in kaj delamo za našo državo, kjer pa koliko imamo te ozaveščenosti oziroma nacionalnosti vseb, vsaj jaz, no. Se mi zdi, da vsi, ki grejo ven in pridejo nazaj, so tako, ok, ja, to je naša Slovenija in zato je treba skrbeti in zato je treba delati. In zato bi nam rekla, da sem šla nazaj, ker sem prišla nazaj, sem se počutila tako, kakor da sem šla, ne vem, 3 korake nazaj v mojo otroško sobo, prišla sem domov živeti, ne, ker sem prišla nazaj, ker sem šla, sem prodala avto, nisem imela stanovanja, ne, in se je vse začelo od začetka. Ampak glavni ta point, ki sem ga pa hotela povedati, je, da sem prišla nazaj z drugačno miselnostjo, kakor sem prišla, no. Jaz sem prej mislila res, pa če gremo v svet, dajmo videti, kaj je v svetu, a ne, zih je kaj boljška v Sloveniji, a ne. Pa ne rečem, sej, kakšna stvar je, ampak ko se vrnem nazaj, pa vidiš, kaj so tiste osnovne vrednote, ki so meni osebno pomembne in ki jih imamo tukaj, ki so v Sloveniji, tukaj tako veliko ljudi ima te vrednote, no, nisi tako sam. In to je, ne vem, domoljubnost, pač družina, narava, torej narava, koliko ljudi skrbimo za naravo in koliko smo povezani s tem, da prosti čas preživljamo v naravi, da je to tako, da gremo mi na pohod, je to tako
dnevna odločitev, ni tako, da moraš zdaj ti 2 tedna planirati, dej, a se dobimo, da gremo, ne vem, v gore. Take stvari, no. Ja. Meni dobesedno potrebuješ, da greš v gost, povprečen človek se mi zdi potrebuje 10 minut. Ja, 10 minut, 2 minuti, če živiš na podeželju. Ja. Tako. Se pravi, ko si prišla, ti si dobesedno si živela 3 leta v Dubaju. Kaj si prišla za Božič domov ali kako? Ne, boh ne dej, za praznike je največ dela. Tako da, veš kako, jaz sem naprej prišla domov po 10 mesecih, ko sem se preselila. V bistvu potem sem pa hodila domov 2-krat na leto, no. Tako. Ti je skoraj, da si šel v vojsko nekam. A me? Ja. Lahko sem se počutila na momente, no. Kaj si najbolj pogrešala? Slovensko hrano, pogled na hribe, pogled na gost? Najbolj smešno je to, da sem pogrešala letne čase, ker v Dubaju res ni letnih časov. Je samo poletje in malo manj vroče poletje. Tako, to je to, kar je od letnih časov. Pogrešala sem dež, pogrešala sem domačo hrano in pogrešala sem to, da je dejanska zelenjava domača in da pač, če jo imaš v hladilniku 2 tedna, zgnije. Ker pač, ne vem, ta paprika, ki sem jo jaz kupila tam v Dubaju, to sem imela 3 tedne v hladilniku, to ni šlo nkamor. To je bilo v redu paprika, razumeš? Še vedno lepa. Čist, Kanova. frišna. Sem tako, kaj je to, kemikalije, noro, res. Kaj si najbolj pogrešala od hrane? Recimo ti si rekla, to bi pa res lahko jedel vsak dan, tako v Dubaju to pogrešala. Pražen krompir pa filane paprike. Tako res pražen krompir, tako ful zabelan z ocvirki, to je meni. Pa špehovko, oziroma eni rečejo ocvirka, kaj je že. Aha, To je potica z ocvirki. vem, to tam poznam enega Šmarje pri Žošah, ja. Rečejo jerpica nekje. Aleš Novak, takega, kaj jo poznaš? Saj, sem bil tam, sem mi dal to za jesti in je tako dobro. A ne? Ja, A ne? da če dajmo, nekaj ti bomo dal, ki je narejen iz kruha ali česa pa v cvirku. Ja. Potica z ocvirki. Ja, potica z ocvirke, ko je lahko slana potica in je dober. Ja. In je dober. Potem si prišla nazaj, tako kot si Tako. rekla, prišla si nazaj v Slovenijo in kaj si bila poje? Si rekla, kaj bom pa zdaj? Ja, mislim, absolutno je bil ta moment, ko sem bila tako, zdaj sem dala najboljšo izkušnjo mojega življenja za sabo, a zdaj je to je bil vrhunec mojega življenja, kva zdaj. In prva stvar je bila, da sem si uredila svoje stanovanje, da sem šla nekako na svoje, da sem se tudi počutila kot. Pač prej sem živela 3 leta na svojem, oziroma v Dubaju so nam nudili stanovanje, ki sem si ga delila še z eno punco, ampak sem imela svojo sobo, svojo kopalnico, itak so se nama pa urniki toliko križali, da nisem bila nič doma, tako da sem imela svoje stanovanje, ne. In to je bila prvi tisti korak, da sem se jaz počutila kot neka odrasla oseba, ki je naredila naslednji korak. Potem pa služba. Dobesedno sem tako, zdaj, če v roku 4 mesecev nič ne najdem, grem nazaj za vzgojiteljico. In ja, ali pa za šank. Vmes sem tudi delala za šankom, tako da sem delala v lokalni pizzeriji. Tako da potem so se odpirale različne priložnosti in sem jih zagrabila in ja. Mislim, jaz ne imam nič proti, če si vzgojiteljica od mojega tamovga, ko on bi zdaj, Lucijo, ona je prišla, ona pozna Pokemone, ona pozna to. Poznaš Pokemone? Ja, valjda. No, vidiš, ti si bila the best. Ampak, vedno ti še ostane to, vedno greš lahko nazaj, ampak kako je šlo, potem si začela delati na Radio Center, si začela kot delati. urejevalka družabnih omrežij, tako. To sem počela v bistvu 2 leti pa pol. Hkrati so pa potem prišle še druge priložnosti, kot so na primer vodenje oddaje Ja pa jade šov na televiziji Slovenija in pa nastopam tudi v komediji Ženske brez filtra, katere je producent Pop-up teater oziroma Dani Strehar ter režiser Ranko Babič. To je bilo pa tudi spotoma, tako da sploh ne vem, kje so mene najdela. Ranko poklical, to so nekje zasledili. Ja, Klical Ranko, Luci, daj gremo na kavo. Ja, ne, daj gremo na kavo, jaz sem zate en projekt in mislim, da je bila ti ta prav, zato sem bila tako. Kdo je to stari? Mislim, jaz vem, kdo je Ranko Babič. A veš, kaj mislim? Kaj bo on mene klical, ne? To je čuden. Kje zdobo moja cifra, a moram prijaviti? A veš? Se ti je vse povedal, ne? Ja, v 2 besedah. On je ovinkar, on pove. Imam nekaj zate, gremo na kaj, se bo zmenila. Tako da zdaj od tega že 1 leto v bistvu in že 1 leto imamo predstave po Sloveniji in super laufa in v zasedbi so še Nučka Drašček, včasih je alternacija, torej Ana Marija Mitić, potem je Desa Muk, Tina Gorenjak in pa Tanja Kocman. Super vam gre, gledam, imate skozi akcijo. Vabljen, tudi. Nisem še prišel pogledati. Prid. Moram. Čak, iz katerega konca Slovenije si ti? Ja, original z Kranja. Krajn. Kran, Krajn. no, ja.
Ne kraj. Mi pravimo krajin. Na Primskovem smo velikrat. Britov, Tako. 1,5 kilometra stran sem jaz. Evo, Zdaj direkt. v Ljubljani sem, okay. Okay. Ampak sem še vedno dost doma. Ne. Ja pa jade šel tudi na taka, Zelo domača. leto, Prosim? kakšno leto poteka? Ja, zdaj januarja bo 1 leto. No? Januarja bo 1 leto, ja. Tako. Kako si se tukaj noter najdla? Ponovno me je nekdo poklical, torej Jože potrebuješ, in je rekel, živijo Lucija, jaz sem Jože Čukov tukaj in sem tako, kva? Razumeš, nekdo, ki posluša narodno zabavno glasbo in je velik fan vseh ljudi, ki jo ustvarjajo, sem tako, prosim, Jože od Čukov. Pa že tako hitro rekel, Jože Čukov tukaj. Tako, kdo? Jože potrebuješ. Jože potrebuješ, ne? In smo se spet dobili na sestanku, kar pri njemu doma. In mi je še povedal, kdo bo moj sovoditelj, torej Dejan Vunjak, ki sem ga pa poznala že odprej. In sem tako, veš kaj, dajmo, ne. Dajmo, pa še, da je to domača glasba, da je to narodno zabavna glasba in da se promovira oziroma ozavešča ljudi o kmetijstvu in o kmetijskih dejavnostih in o kmetih in kmeticah. Sem pa tako, podpišem. To je to. Takoj. Zdaj, ker si rekla, da te klical Jože potrebuješ, rekla, ja pa ja, da si ti jo. In takrat naslov, ja, ni došel. Ja, ni mi še povedal, kako bo naslov, oziroma ime oddaje, in potem nam je po mojem po enih 5 sestankih rekel, a veste, naslov tudi imam? In jaz ko, ja, in kaj je? In on tako, ja pa jade. Jaz ko, ja pa jade kaj? Ja pa jade kaj? In mislim, meni se zdi, da se je ime kar prijel, no. In zdaj vsak, ki me na cesti sreča, je tako, ja pa jade. Ja pa jade. Dej. Ja pa jade. Ja, dej. Tako. Vidim pri tebi ta žar, ker rečeš kmetje, kmetice, podeželje, si rojena na podeželju, odraščala na podeželju. Sem rojena v Ljubljani, v porodnišnici. Ja. Osete pa, da podeželje. Nimamo še v Moravčah porodnišnice, bomo enkrat naredili, panike bomo zrihtali. Ne, hecam se. Veš, kako bom rekla, jaz sem že skozi živim na vasi in ne prihajam prav s kmetije, sem pa obkrožena s kmeti in s kmeticami, v bistvu moj stric ima kmetijo, veliko mojih sosedov imajo ogromno kmetije in ne vem, že ta sam aspekt, kako smo včasih se igrali in kako je bilo, da je oči zažvižgal po vas in si slišal, da moraš domov, to pa ve, da sem res živela na vas, no, tako. Itak nisem imela telefona do 15 leta, ker sem še ta generacija, tako da smo, ne vem, za zabavo za kure logali in pekli te hrenovke doma in tam nek natravan dol in noben ni kompliciral, tako da, ja, življenje na vasi. Na vasi so te lahko kar ven spustili in je bilo to zdaj v mestu, to je nemogoče, jaz si ne predstavljam, da bi otrok rekel, ja, pojdi ven do ne vem katerega prijatelja, pridi čez 3 ure. Mislim, ja, ob 6 moraš biti doma, to, ko zažvižgam, moraš biti doma. Pa to na glas je zažvižgal, da ste vsi. Ja, moj Janez oči, to je ti zvižgaš, ko ne znam tega, ampak to. Se pravi, bila si obkrožena s kmetijami, živela si na vasi, koliko si pa imela kaj prijateljev, ki so imeli kmetijo? Mislim, v mojem razredu je bilo vsaj 10 otrok od, ne vem, 20, 21, ki so v bistvu polovica, ki so že živeli in prihajali s kmetije. Veš, pa ni pa samo to, tudi ta lokalna pridelava hrane. Pač mi smo vse doma na vrtu vzgojili, kar smo jedli od zelenjave, kar je bilo pa od mesa, pa od jajc smo pa vse ali od strica kupili, pa od sosedov, ne. Tudi moji sosedje še zdaj kupujemo jajca od njih, tako da je tako odkrena navada, pa jaz ne vem, kdaj sem nazadnje kupila jajca v trgovini, če si iskreno. Iz meni je najlepše, ko prijem domov Britov, pa mi mami vsako nedeljo da jajca od soseda. To je meni top, recimo. Tudi se mi zdi, da je zdaj spet pridobiva nazaj ta vrednost, da greš ti na vas nekaj iskat, da dobiš domače meso. Pa sploh ne rabiš iti na vas. Se mi zdi, da v Ljubljani je toliko enih kmetij, ki so na dosegu roke in ki imajo zdaj te jajcemate, mlekomate in to, ki so se dobesedno kmetje prilagodili mestnemu življenju, da je toliko priročno, da ti sam prideš, vržeš tiste kovančke v tisto mašino in imaš sveža jajca, domača sveža jajca. Glede tvoje družine, odraščala si na vasi, kakšno vlogo je imelo kmetijstvo vseeno tudi pri vas doma? So bili tudi starši kaj povezani, kaj so oni počeli? Mislim, moj oče je odrasel gor na kmetiji, ne. Ampak pri nas doma je tako, da ko se je oral vrt njiva, pač smo vsi pomagali, ko se je štihala, smo vsi pomagali. Ko se je šlo kositi, ne, gor k stricu smo šli vsi hrabst. Tako da, hrabst. Pa to mrvo, pa to, jaz ne bom pozabila. In vsakič, ko sva bila na počitnicah, ker sva šla z mojim bratom, jaz imam še enega brata, na počitnicah mojemu stricu,
Jaz ne razumem, kako se je lih takrat so se drva žagala, vedno. Veš, kaj mislim? Drva zlagala, drva žagala, tudi doma imamo na peč, na drva peč, ne? Na peč. Na drva peč in to 2 klaftri drv nam ni ušlo vsako jesen, ne? Ne vem, a si zlagal kdaj drva? Jaz sem videl, A ne, to je travma, to je prav travma, ta otroška travma, ko si tako priješ dan iz šole in si tako, haleluja, in pol tako že slišiš traktor in si tako, ne danes, please, ne danes. Stresajo tiste 2 klaftri in si tako, ok, super, danes bomo cel popolne delali. In jaz sem imela kar podobno, se pravi, imeli doma njivo, na kateri ste delali osnovne stvari, kaj ste imeli, da vem, ste imeli krompir? Ja, seveda. Čebulo, fižol, ja, jagode. tako. Ne, jagode ne, to je bilo pa že na unih mini gredicah, a veš, unih visokih, ko se reče, tople grede. Potem smo imeli čebulo, korenje, bučke, pač vse. A so še pri travmi z drv, ne? Ja, zdaj sem še malo, zdaj se zajesla tem življenjem. Je pa res, da nikoli nisem pač živela na kmetiji, ne? Tako da ne me narobe zastopati. Jaz nikoli nisem rabila zjutraj ob 5 vstati pa jeti pošlihtati v štalo, ne? Pa pol zvečer ob 6, 7 spet vse urediti. Ja, ker to je nekaj drugega potem. Ne, to je zagotovo druga in to je veliko bolj naporno, kakor pa jaz to, kar zdaj jamram oziroma govorim o tem, ker sem bila na počitnicah. Tiste par drv si iznosila, malo si uštihala, gre. Ne, prva so me kar Se ste zaznamovala. zaznamovala in zavedno me bodo. A pa si kdaj delala tako, da ne vem, počitniško delo si šla na kakšno kmetijo pa pomagati, recimo, ne? Zdaj molzla kravo. Sem molzla kravo. Na roke in na mašino. Aha. Mašino je bolj, kva ne rečem, ne? Verjetno je lažje, ne vem. Ja, zagotovo je lažje, ampak nikoli pa tako, da bi prav mogla pomolsti s kravo, samo tako iz gušta, pa da sem probala, no, tako. Zdaj, v Ja pa jadi šov si kar, dajmo reči, sodeluješ, vem, da ste imeli tudi izbora, mislim, za naj kmeta in še marsikaj. Zdaj iščemo naj kmetico. Naj kmetico. Koliko si dejansko, koliko zgodb teh ljudi si srečala, so kakšne take, ki so se te dotaknile od kmetov do kmetic? Mislim, ogromno. V prvi sezoni smo iskali naj kmeta in ko smo šli na teren, smo posneli, da ne bom zdaj narobe rekla, mislim, da 12 kmetov in kmetij. In veš, kad ti prideš, že tako je zanimivo, ko ti prideš na neko kmetijo in oni te tako odprtih rok sprejmejo in kljub temu, da te vidijo prvič. In to se mi zdi, da zna samo slovenski kmet oziroma da samo na slovenskem podeželju to lahko doživiš. Ker to je bilo tako, oni so se zmenili za datum, prej je bil producent tam enkrat in potem smo prišli mi, jaz pa še 2 snemalca. In oni so bili tako, dobrodošli, evo, tukaj imamo narezek za vas, dajmo prej eno kavico spiti, boste kaj pojedli, kaj še kaj popili, preden začnemo snemati. Ljudje, ki mi smo jih prosili za uslugo, ne? Mi smo jih prosili, a lahko predstavimo vašo kmetijo, vas lahko posnamemo. In oni so bili tako odprti in preden smo šli, vedno sem dobila še nekaj za domov. Meni se to zdi tako res dobrosrčno in neverjetno, no. A veš, brez pričakovanja te nekaj v zameno, da bom jaz zdaj dala ali denar, ali da jih bomo še toliko bolj izpostavili, ali karkoli. To je bilo tako res, ne vem, ali domače mleko, jogurt, od pridelkov, ena gospa je delala zdaj te sirupe iz mete in bezga in to. In to so nam vedno kar podarili. In to je bilo meni, mislim, tako. Jaz sem vedela, da so dobri ljudje in verjamem še to, da je veliko več dobrih ljudi na svetu, kakor slabih. Ampak tako bom rekla, res me je presenetila ta neka dobrota in hvaležnost teh naših kmetov in kmetic, ki smo jih obiskali, no. Kakšne kmetije vse si obiskala? Verjetno zelo različne, verjetno je bil na enih poudarek bolj na, ne vem, mogoče na živalih. Ja, mislim, obiskali smo in ekološke kmetije do samooskrbnih kmetij, do kmetij, ki v bistvu so bile predane tem mladim prevzemnikom. Tako da zelo različno in do kmetij, kjer so, ne vem, gospodarice ženske, kjer so pač glavni moški oziroma prevzemniki moški. Ampak moram reči, da povsod je ta nek pridih, kako bi rekla, tega ponosa, da živijo na podeželju in da so kmetje, no. In to se mi zdi pošteno in prav in da tako je, no, tako. Te je prijel na kakšni kmetiji, da bi rekla, tako bi pa tudi jaz imela? Mislim, jaz sem to že od skozi vedela, da živeti na podeželju je lepo, ampak vem pa, da živeti na kmetiji je lepo, ampak je zelo težko, no. Torej, lepo je biti kmet, ampak težko je biti kmet. Tako, moraš biti zelo priden, delaven in skrben, predvsem pa iznajdljiv.
In tudi imeti ljudi, ki ti pomagajo, Točno tako, ja. družinski Ja. posel. Družinski posel, ja. Tako da, lej, veš kaj spravim, če bom enkrat enega najdla, ki bo imel kmetijo, zakaj pa ne? Si kar povezana, greš v pravo smer, iščeš kmeta, tako da dajmo reči, da si kar dobro odprla vrata, da jih A ne? boš spoznala čim več. Lej, Sej to mi to, da sploh ne delamo zato, da najdemo kmeta, ne? da ti najdeš moža. Tako, mislim, halo. Pa, zdaj vemo, razkrili smo. Ne, zdaj iščemo kmetico, tako da s tem smo že zaključili, tako da zdaj iščemo eno dobro prijateljico in kolegico za celo življenje. Saj sem videl plakat, Lucy išče frajerja. To je pa nekaj druga zgodba, to je pa čisto drugače. To je čisto drugo. Ostanva na kmetiji. Tako. Ostanva na kmetiji, recimo, mozla si, mozla. Kaj si še recimo počela, kaj tazga, mogoče normalni ljudje, ki nismo imeli možnost delati na kmetiji, si ne predstavljamo, ne vem. Normalni ljudje, saj smo vsi normalni ljudje. Normalni, povprečen človek, ki gre v službo, pa gre na kmetijo samo po jajca in mleko. Ko reče, človek nikoli ni bil na kmetah. Recimo, ja. Ko. Ne vem, kidala gnoj, na seno pripravila za ta frišen. Skakala po balah, to se drugače ne dela, ampak to smo včasih delali. Vozila traktor. Ja, veš da je, John Deere, zanč, ja. Zanč. Nekaj časa nazaj tega težkega John Deere, drugače pa pri nas, moj stric ima Lamborghinija in ga ta zgasil ga, prav Lamborghini, lušten, fajn traktor. Zdaj, torej jaz sem tudi že vozila. Što imam zdaj kar te mejnike v življenju. Ker traktor je najboljši, ja? Ker je najboljši. John Deere, zdaj ta zadnji. Pa ne, ško, zdaj torej kar tak original in... Klasika. Rdeča barva dela. Tako. Če se mečken, če rečeva kakšno o slovenskem kmetijstvu, kaj misliš, da so najlepše vrednote slovenskega kmetijstva? To, da mogoče so vse en bolj družinsko vodene kmetije, se mi zdi, da v Sloveniji imamo tistih ogromnih kmetij, ki je v tujini, ne vem, Amerika, ki je ne vem, koliko glav živine. Kaj se tebi zdi, da je recimo v Sloveniji en tak res najlepša stvar pri kmetijstvu? Najprej bi te mogoče sam popravila, ker v Sloveniji imamo ogromne kmetije in imamo kmetije, ki imajo 200, 300 glav, 400 glav živine. In to so tudi kmetije, ki to vse delajo sami in to je njihovo življenje, ne? To je njihova služba in del življenja. Vprosti, kaj je bilo že vprašanje, kaj sva rekla pol naprej? Kaj najlepšega? Najlepše vrednote. Kakor sem že prej omenila, dobrota in ta neka odprtost za zunanje ljudi, zunanje obiskovalce. Bi pa rekla, da definitivno to, da je ta neka družinska povezanost in vrednota, ki ostaja na kmetiji, na podeželju še zdaj. No. To, da se kmetije predajajo iz roda v rod in da se to v zadnjih letih, se mi zdi, zvišuje veliko bolj. No. Da mladi prevzemniki prevzamejo kmetije, jih posodobijo, naredijo nek modernejši pristop, grejo mogoče tudi na družabna omrežja, se predstaviti in razširiti pogled kmetijstva in pa njihovih predelkov širši publiki. No, saj to sem hotel s tabo zdaj govoriti. Recimo, ko si odraščala, ti si, bom rekel, na oko blizu 30, verjetno stara, nekje med 20 in 30, ne bom tako. Takole sem ocenjevala, dej? Ja, tako 28. Ja, se pravi 25 let nazaj, jaz recimo 40 let nazaj na vasi sem živel. Vsem se mi zdi, da recimo kmetija 40 let nazaj in kmetija danes. Se mi zdi, kako si rekla, določene vrednote so še vedno iste, ampak se je pa veliko stvari spremenilo. Jaz mislim, da se največja stvar, ki se je spremenila, je marketing in oglaševanje izdelkov ter predelkov. Ponovadi se mi zdi, da je bilo vedno tako, greš na lokalno tržnico, če si malo večji kmet, si pelil svoje izdelke še mogoče do drugih tržnic v večja mesta. Zdaj se pa veliko stvari dogaja na Instagramu in na TikToku. Ne vem, če spremljate profil Lepo je biti kmet, predvidevam, da ja. To je en zelo uspešen profil na TikToku, kjer dejansko predstavljajo življenje kmeta oziroma in kmetic. In kaj vse pride zraven, na komičen način, a hkrati dajo noter te neke informativne dele, ki dejansko to predstavijo. In če se vrnem nazaj na to, kaj je zdaj drugače, v bistvu bi to kmetje sami najlažje povedali, ker dejansko živijo to in delajo to, ampak kar jaz opazim kot nekdo, ki živi na podeželju, je to, da so kmetje zdaj veliko bolj spoštovani, no, vedno so bili spoštovani, ampak veliko bolj ljudje razumejo, zakaj so pomembni in veliko bolj
vidijo, kje so kmetje in koliko blizu dejansko so tebe doma. No? In kaj lahko si z njimi pomagaš, kaj lahko pri njih kupiš in kako ti, ki jih podpreš, kaj s tem njim prineseš in slovenski kulturi podeželju in vsem tem pač, kar spada zraven. Kaj misliš, da kmetijstvo gre, v katero smer? Ali bolj to zdaj, kot si rekla, malo influencerstvo, da je tukaj še več možnosti? Se mi zdi, da resno, zdaj kmetijstvo... Mislim, ja, ampak hkrati pa ostajajo tiste osnovne vrednote, ker če brez, tako bom rekla, brez trdega dela, pa da ti primaš za vile, pa grable, pa to ni kmetijstva. Tako da tudi, če se gre zdaj na Instagram in marketing in promocijo kmetijstva, še vse je treba delati za to, da nekaj imaš za promovirati. Kje vidiš prihodnost slovenskega kmetijstva? Jaz vidim, nisem napovedovalka prihodnosti, ampak želim si, da bi čim več Slovencev, sploh ljudi, ki živijo v mestih in ki mogoče vsak dan in vse pridelke kupijo v trgovinah, da poiščejo najbližjega kmeta, ki ga imajo okrog sebe in da se navadijo, da spotoma vzamejo osnovne stvari od njega, mleko, jajca, meso, in ga s tem podprejo in mu omogočijo, da to počne še naprej. Tako da jaz iskreno upam, da zdaj s tem, z vso to promocijo, z vsemi temi podcasti, z vsemi izpostavljanje kmetov na, televiziji, na našem šovu, to pripeljemo do tega prepričanja oziroma do zavedanja, da ljudje preklopijo to mišljenje, da v bistvu ni trgovina prva opcija, ampak da je v bistvu slovenski kmet prva opcija za nakup teh osnovnih sestavin. To sem te hotel vprašati. Kako bi recimo, kaj bi po tvojem ljudje morali vedeti o kmetih, o kmetijstvu, da jim v glavi naredi ta klik, da se odloča recimo za to, kar si zdaj rekla, da grejo rajš mogoče pa do kmeta, po mleko, pa po jajca, pa po meso. Definitivno morajo vedeti, koliko je enega dela in truda za tem in fajn je, da vidijo samo zgodbo kmeta, od katerega kupujejo, ker če si ti čustveno oziroma čustveno povezana nekoga, to je zdaj čisto iz aspekta marketinga, je veliko več možnosti, da boš dejansko kupoval pri njemu. Kakor pa če ti nekoga ne poznaš, ti vseeno so kivi iz, Španije ali so, iz kje stari, iz Portugalske. Če pa ti veš, da je to od Žiga, da so to od Žiga jajca in da je on pobral ta jajca, to je zdaj čisti primer, pa zakaj ne bi pri Žiga to kupil še naslednjih neskončno let ta jajca, no? Tako, kot si lepo rekla, če poznaš tega, ki to dela, se mi zdi, da sploh zdaj v teh časih, ki ne vemo, kaj jemo, ki kupujemo stvari, ki so, tako kot si rekla, iz Španije, iz ne vem kje prize. To je še blizu, če je Španija. To je še blizu, to je še v redu, ker tam veš, da je sonce, pa da je bilo ravno pridelano, hujše, če je nekje, ki veš, da ni sonca. Ampak da ti dejansko vidiš ime, da vidiš človeka za to hrano, se mi zdi, da to zaupanje spet zelo, zelo pridobiva na neki vrednosti. Povej mi, koliko pomembno se ti zdi, da država in ministrstvo aktivno podpirata promocijo kmetijstva? Meni se ti zdi to zelo, zelo pomembno in vse država to že dela, s tem projektom Lepo je biti kmet in z vsemi ostalimi dejavnostmi. In če država sama ne promovira slovenskega kmeta, kdo ga bo? Tako bom rekla, no. In jaz mislim, da s tem, ko jih podpirajo, s tem, ko vključujejo mlade kmete v ta projekt, v TikTok, se to še širi med mlajšo publiko in je še toliko bolj pride do izraza, no. In ravno to, niso samo finančni ukrepi, Finančni ukrepi so seveda zelo pomembni, ampak tudi to, da se nekako spodbuja ponos na slovenskega kmeta. Ja, pa tudi, da je kmet v slovenskih, kako bi rekla, v slovenskih medijih in to opevan in pozitivno predstavljen. Zdaj, lepo je biti kmet. Ja. To sva že parkrat omenila, vseeno dajmo mogoče povedati malo več o tem. Ti si ambasadorka tega projekta skupaj z Dejanom Vunjakom pa z Dinom Kapitanovičem. Vi ste kot ekipa Ja pa jade šov, ste nekako ambasadori. Kaj morate delati kot ambasadori tega projekta? Tako, mi smo kot ambasadori tega projekta se zdaj pridružili pred kratkim. Glavni ambasadori so pa dejanski kmetje
ki nastopajo oziroma imajo kmetije in delijo svoje delo in življenje z ljudmi. Kaj delamo? Enač promoviramo oziroma ozaveščamo ljudi o tem, kaj se dogaja na kmetijah, kako se kakšni izdelki pridelujejo in kaj z njimi počnejo. Predvsem pa ozaveščamo mlade ljudi, da je delo na kmetiji luštno, pomembno in da pač je to del slovenske kulture. Se pravi, ti v bistvu tudi hodiš tudi v sklopu tega projekta, greš na kmetije, spoznavaš ljudi. Ja, tako mislim, v sklopu tudi Ja pa ja dešova. Gremo na kmetije in spoznavamo kmete, njihove dejavnosti, kmetice. V sklopu projekta Lepo je biti kmet pa v bistvu bolj kar ne na zabaven način poskušamo predstaviti vse to, kar se dogaja na kmetijah, ne. Pa zdaj čisto eno vprašanje, ki si rekla kmete in kmetice. Zdaj recimo, koliko je pa kaj razlika, recimo, kmet, kmetica, če recimo šef kmet ali pa šefica kmetica, koliko se kaj razlikuje? Ne vem. Mislim, vedno je šefica kmetica, o čem ti govori? Ne, heza se. Ne, tako bom rekla, mogoče se razlikujejo samo panoge in dejavnosti, ki so primarne. Vem, da veliko kmetic se ukvarja tudi z predelavo mleka, da pa imajo sirarne in te stvari, ne vem, bila sem prej na kmetici na Dolenjskem, ki dela svoj kozji sladoled. In to ne samo en okus sladoleda, to je tako, ne vem, 12 okusov sladoleda, od pistacije, čokolade, jagode in da dobesedno domače jagode noter, domač kozji sladoled, ki imajo koze doma in naredi svetoven sladoled. Pa koliko mora imeti to koza naredi, ne vem, bar? Ja, oni imajo torej približno, mislim, da 200 koz. Ne vem, koliko se zdaj to mleka pomolze na dan, če sem čisto iskrena, ampak očitno dovolj za 12 okusov sladoleda, ne. Plus siri, plus jogurti, plus vse ostalo, kar pridelujejo. Kozji sladoled, kaj še ima? To ima tak bolj okus, kaj ima tak? A si jedel kdaj kozji sir? Ja, je specifičen. Bolj blag okus ima kakor kozji sir. Pač odvisno, kateri okus je dodan zraven, ne, torej, če je čokolada, ima veliko bolj po čokoladi, kakor po okusu po kozah. Se pravi, ti si res na dnevni bazi, kolikrat recimo na teden, zdaj, ko vidim, da si pa ja, da je pa lepo je biti kmet, kolikrat na teden greš spoznati nekoga novega na kmetijo? Mislim, zdaj smo že v tej fazi, da sem že spoznala vse naše tekmovalce in tekmovalke, vse naše kmete in kmetice. Ampak spoznavam pa, veš, ko oni pridejo na našo oddajo, ne, spoznavam potem vse ljudi, ki so njihovi podporniki, ki pa imajo tudi doma kmetije in pridejo tja podpreti, torej svojega soseda, svojega, ne vem, bratranca, mami, kakorkoli, ne, in njih spoznam. Tako da na tedenski bazi spoznam vsaj, ne vem, 100 novih ljudi, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s kmetijstvom, no. Ti poznaš pa v bistvu kar celo Slovenijo, si že spoznala, posod si dobrodošla. Ne, ali kaj bom rekla, posod imam veze, ne, posod imam veze. Ne, ampak tako res lepo je, tako bom rekla, jaz sem se na začetku ful bala tega, ne, kot nek zunanji človek pride na domačo kmetijo, kako bo to šlo, ampak vse, kot sem prej rekla, to so tako odprti ljudje in sem res vesela, da zdaj lahko rečem, da so moji prijatelji in da imam, ne vem, v Vipavi, pri Cigojevih imam, ne vem, sem dobrodošla, gor, ko grem v Žalc, Simon vedno nas sprejme z odprtimi rokami, no, tako res sem vesela, da je tako. Ti, če bi se zdaj odločila, vidim, kako dobro ti to delaš strateško, ti, če bi se zdaj odločila imeti svojo kmetijo, rabiš samo malo zemlje, pa bi pa že bila, daj ti meni 5 kokoški, ti meni eno kravo, pa daj tu traktor, ne rabiš več tam, nisi ga že pržgal, ti imaš tam novega zdaj John Deere, ne rabiš tega starega, daj meni prodaj. Mislim, najprej, kar bi rabilo od njih je, da bi se res dol usedali in da bi mi predali vso to znanje, ki so ga pridobili skozi leta in skozi generacije, ne, ker znanje se predaja iz roda v rod, da vse te life hacke, kako to, kdaj to saditi, kdaj tret, in pa pač ja, seveda podporo, ki jo imajo. Pa in fajn domač ime, ko bi se rekel kmetija pri Lusi, ne vem, kako. Ampak se to je dobro, ni? Več. A to se zdi dobro? Da, se sliši dobro. Kmetija pri Lusi. Kmetija pri Lusi. Ker je vse domače in pridelano z nasmehom. A veš, slogan pa daj nehaj, no, vse imamo. Recimo, če bi mogla nekaj sporočiti ljudem, ki mogoče razmišljajo, a bi se mogoče pa jaz podal kmetijstvo, ker se mi zdi, da je skozi več takih, ne, zdaj moj sodelavc na radiju je zdaj ravno kupil kokoške, je rekel, pa zdaj prva stvar, imam 10 kokošk in so vsi čakali, cela vas, daj bo jajca, to je prva jajca, nekaj, to ni tako dan. Ne. In so vedno hodili tako do njega, aj že,
In izgleda, da je žena noseča, ne, aj že, pa v bistvu se čaka, da bo kokoška prvo jajce zlegla in ga je. In ga So bili je. vsi zadovoljni, vsi so bili srečni v tak velik dogodek, a veš, in mogoče še več ljudi takih na svetu, ki bi oče kakšno kokoško, pa kakšno kravico, pa se mogoče razmišlja, bi pa šli mogoče spet nazaj na vas, ali pa bi šli na vas, pa bi, kaj bi sporočila ljudem, ki bi se radi vsaj malo mogoče bolj vključili v kmetijstvo, ali pa recimo vsaj razumeli življenje na kmetiji. Mislim, če gremo na tvoj konkreten primer, začnite z malim, ne? To, kar si ti rekel naprej kokoščke, ampak nasplošno, če bi se radi vključili v kmetijstvo, dajte podpreti svojega lokalnega kmeta. Čistko. Poiščite najbližjo kmetijo, ki jo imate, pejte tja, spoznajte ga, predstavite se, tako dobesedno dajte mu roko, živijo, ali pa dobro, no, če je to ta socialna interakcija mečkam bolj tabu ali kakorkoli, pa definitivno imajo mlekomate, jajcomate in to se mi zdi najbolj pomembno, no. Da najdeš nekoga, ki ti je blizu v tvojem kraju, v tvoji okolici in ga podpreš s tem, da kupaš njegove pridelke in izdelke. Si začela zdaj skozi leta mogoče vse bolj razmišljati tudi o tem, da bi ti šla recimo živeti na podeželje. Kje se vidiš čez 5 let? Evo, zdaj imaš japajade, imaš frajerja, imaš ženske brez filtra, ampak mogoče, če kdaj gledaš naprej za tem, kje se vidiš? Jaz že od skozi živim na podeželju, ne, tako da vsakič, ko mi nekdo reče, pa zakaj se ne preseliš v Ljubljano, tukaj ti je bilo toliko lažje, se ne rabiš voziti. Jaz se z veseljem vozim in še naslednjih 5 let se bom vozila, če bo treba. Je pa res, da predvsem zdajle v tem trenutku si želim, da se nekako ustalim, si ustvarim družino in gremo tam naprej. Tako, čist. Ampak na vasi oziroma na podeželje, da bojo moji otroci umazani se doma igrali na travenk, da jih bom peljala k stricu na kmetijo, da bomo jedli tisto pristno domačo hrano in to je to. Pa da nam iz fitnesa zlagali drva. Točno tako, pa da jih bom gnala gor v hrib, tako kot mene oči. To je to. Hvala, Lucy. Mi pa se kmalu spet gledamo v podcastu Obrazi podeželja, kjer bomo spoznali še veliko zanimivih ljudi. In kaj pa veste, mogoče vas pa po ogledu tega podcasta prime, da spakirate kovčke, se preselite na podeželje in zaštartate svojo kmetijo. Se gledamo.